Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki pri Borodinu. Bitka pri Borodinu leta 1812 ni tista klasična odločilna zmaga, kjer ena stran popolnoma uniči drugo. Nobena vojska po njej ni odšla kot jasen zmagovalec, ampak kljub temu je to ena najbolj brutalnih bitk Napoleonove dobe. En sam dan bojevanja, 100.000 vojakov na majhnem prostoru in takšne izgube, da Borodino postane simbol napoleonskega krvavega pekla. Do te bitke sploh pride zaradi razpada odnosov med Napoleonom in Rusijo po letu 1807. Napoleon obvladuje skoraj vso celinsko Evropo, njegov glavni sovražnik pa ostane Velika Britanija. Da bi jo zlomil, uvede kontinentalno blokado, prepove trgovino z Britanci. Problem je to, da blokada škodi tudi Rusiji. Car Aleksander leta 1810 blokado odpravi. Napetosti narastejo in leta 1812 Napoleon sproži invazijo. Junija njegove enote prečkajo reko Neman in začne se pohod na Rusijo. To je bilo 22. junija 1812. Kot zanimivost, če boste tudi vi kdaj naklepali invazijo na Rusijo, jo ne začnite junija, ker pač nikoli se ne konča ravno najboljša, ne? Tudi 130 let kasneje se ni ravno najboljš končal. Napoleon hoče hitro odločilno bitko, Rusi pa delajo ravno obratno, umikajo se globje v notranjost. Modeli so pravkar izumili taktiko požgane zemlje. Raztegujejo francoske oskrbovalne poti in se izogibajo velikim spopadom. Po hudih bojih pri Smolensku se rusko poveljstvo zamenja in na vrh pride Kutuzov. Ta končno izbere teren za obrambo, Borodino. Rusi tam izkoristijo reko Koločo in izkopljajo močne utrditve. Najpomembnejši sta velika reduta, ogromna utrdba s topovi in flešeji, 3 okopi v obliki puščic. Ko 7. septembra zjutraj začne topništvo, je jasno, da bo to bitka artilerije. Obe strani imata na stotine topov in ognjena moč je ogromna. Francozi napadajo vas Borodino in nato večkrat udarijo na flešeje v centru ruske linije. Tam pride do najhujšega klanja. Napadi in protinapadi se vrstijo. Generali padajo. Enote se dobesedno pobijajo v istih jarkih. Ključni trenutek je ranitev ruskega poveljnika Bagratijona. Ko ga odnesejo z bojišča, ruska morala pade in flešeji na koncu padajo v francoske roke. Tudi velika reduta je prizorišče strašnih bojev. Po masivnem topniškem obstreljevanju Francozi izvedejo še napad s težko konjenico in po krvavem boju reduto zavzamejo. To je velik taktični uspeh, a kljub temu ruska vojska ni popolnoma zlomljena. V odločilnem trenutku Napoleon ne pošlje v boj cesarske garde, svoje najboljše rezerve. Mnogi njegovi poveljniki menijo, da bi s tem lahko dokončno strli Ruse, a Napoleon noče tvegati zadnje elite. Zaradi tega se ruske enote lahko ponovno organizirajo in linija se ne sesuje. Zvečer sta obe vojski izčrpani. Kutuzov se ponoči odloči za umik. Napoleon pa bojišče obdrži. Na papirju je to francoska zmaga, a to je zmaga brez pravega rezultata. Napoleon napreduje proti Moskvi in jo zavzame, vendar car Aleksander ne podpiše miru. Francoska vojska ostane globoko v Rusiji z razpadlimi oskrbovalnimi potmi in zimo pred vrati. Zato je Borodino posebna bitka. Napoleon zmaga na bojišču, a s takšnimi izgubami, da si ne more privoščiti popolnega zloma sovražnika. Rusi izgubijo ogromno ljudi, a ohranijo vojsko in voljo do boja. Borodino je tako trenutek, ko Napoleon doseže vrh svojega pohoda in hkrati začne pot proti katastrofi. Če povemo preprosto, pri Borodinu je Napoleon dobil Moskvo, ni pa dobil Rusije. In brez miru je bila ta zmaga le zelo draga postaja na poti do njegovega padca. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš.
S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.